Največji dar. Šmarnice za otroke 2020. Napisala Marjeta Cerar. Tretji dan šmarnic. Marijin rojstni dan. Včeraj nam je Polona pripovedovala, kako sta se njen očka in mamica spoznala. Nekaj let sta čas namenjala predvsem drug drugemu, se veliko pogovarjala in načrtovala prihodnost. Potem sta se poročila, vendar po 3 letih skupnega življenja še vedno nista imela otrok. Marijo sta prosila, naj usliši njuno prošnjo. Šla sta na romanje na Svete Višarje in tam spoznala moža, ki je mami opogumil z besedami: ne boj se in zaupaj Mariji, kajti ona je tista, ki pomaga uslišati najbolj skrite želje srca. V naši družini praznujemo rojstne dneve in godove. Moj rojstni dan praznujemo ravno na dan, ko ga ima tudi Marija. 8. september je v naši družini resnično lep dan. Kot prvo je seveda to moj rojstni dan, ki ga proslavimo z dobrim kosilom, s torto in prijetnim druženjem. Ker pa je že na začetku septembra, je vse skupaj povezano tudi z začetkom šole in verouka. Vsako leto gremo na ta dan k maši in prosimo za uspešno delo v šoli. Vsak zase prosimo. Otroci za dobre ocene in dober uspeh. Mami prosi najprej za nas, potem pa za otroke v službi, da bi bili pridni, da bi jih lahko veliko naučila, da bi se jim znala približati in da bi jih lahko dobro spoznala. Prosi tudi za otroke pri verouku. Otroci pa prosimo tudi za svoje učitelje, da bi bili prijazni, pošteni, da bi se znali z nami veseliti. Maksu se vedno zdi neumno moliti za učitelje, ker so itak brezvezni, pravi. In da jim tudi molitev ne pomaga. Lansko šolsko leto pa se je zgodilo nekaj posebnega in Maks je povsem spremenil svoje mnenje. Minilo je že nekaj mesecev šolskega leta, ko se je Maks vrnil iz šole zelo slabe volje. Vsi smo ga spraševali, kaj mu je, pa ni hotel odgovoriti. Bil je jezen, razočaran, prestrašen in še kaj. Zvečer sta se očka in mami pogovorila z njim. Izvedela sta, da je pri angleščini dobil 2 cveka in da mu bo učiteljica polletje zaključila z negativno oceno. Starša sta bila do njega najprej sočutna, potem pa tudi huda, ker jima za težave ni povedal že prej. Maks se je moral z učiteljico dogovoriti za popravljanje ocene. Po skupnem pogovoru so sklenili, da poiščejo pomoč pri učenju jezika. Našli smo prijetno dekle in učenje se je začelo. Čez nekaj časa je babica vprašala Maksa: Maks, si tudi Marijo kaj prosil, naj ti pomaga? In ob tem v roke stisnila njeno podobico. Ne, babi, na to sem pa malo pozabil, je dejal in si ogledoval podobico. No, le daj, ga je spodbudila babi. Zvečer je Maks med večerno molitvijo tiho poprosil Marijo, naj mu pomaga. Želel je verjeti, da mu Marija pri popravljanju ocene res lahko pomaga, vendar mu njegova glava tega ni dovolila. Za vsak slučaj je podobico le shranil zvezek. Prišel je dan, ko je popravljal ocene. Vsi smo molili zanj in stiskali pesti. Ko je Maks začel pisati, je pod list podložil podobico z Marijo. Učiteljica ga je videla. Mislila je, da je pod list potisnil plonk listek in takoj stopila k njemu. Maks, takoj pokaži, kaj si dal pod list. Nič, samo navaden listek je, nič ni. Maks, takoj pokaži, je strogo ukazala učiteljica. Maks je boječe odmaknil list in prikazala se je Marijina podobica. Učiteljica je presenečeno pogledala podobico, se nasmehnila ter rekla: to pa le imej ob sebi, pomaga. Maks jo je presenečeno pogledal, se boječe nasmehnil in začel pisati test. Uspelo mu je popraviti oceno, tudi z Marijino pomočjo. Tudi na učiteljico je odtlej gledal drugače. Naloga? Pred vsakim testom ali spraševanjem zmoli molitev Zdrava Marija. Moli tudi za svoje učitelje.